Dobro večer, lepo pozdravljeni v oddaji Vaše zdravje, naša skrb, kjer vsak teden skrbimo za to, da vam odgovorimo na vaše vprašanja, vaše težave, poskusimo rešiti in vsakič imamo tudi zelo učinkovit preparat podjetja BioVis. Gospa Herta Kosmina je spet z mano, lepo pozdravljeni. Tudi nocoj bova govorile o določenih težavah, ki nas pestijo. Pereči temi. O pereči temi, da, to je vsekakor so prehladna obolenja ta trenutek, a ne? Torej, smo že v obdobju, ko nas ta prehladna obolenja močno lovijo, a ne? Res je, ja. Ljudje že kihajo, kašljajo, smrkajo, to so verjetno prvi znaki. To tudi mi srečujemo zdaj vsak dan na terenu, to so tisti prvi znaki prehladov, teh prehladnih obolenj, zaradi tega, ker pač zdaj prehajamo v eno novo obdobje. Jesen je že, ta topel del je za nami, zdaj prihajajo te bolj hladna vremena. V bistvu imamo tudi tako malo več megle, malo več teh stvari in enostavno se takoj vidi, da se naš organizem še mogoče ni najbolj pripravljen na ta letni čas. Velikokrat spremljajo vse te kihanje, kašljanje pa tako naprej, še kakšne bolečine v grlu, rečemo, joj, me praska po grlu pa tako naprej. Tako da vse to je en taki mili znak, rekla, teh prehladnih obolenj, ki so zdaj. Kako pa lahko začutimo, da nas je ulovil prehlad, kot rečemo? Veliko ljudi reče tako, joj, me je kar zmrazilo po hrbtu, ko sem čutila, da gre po hrbtu navzgor, in to je tipičen znak tega, zdaj pa me je nekaj ulovilo, Potem imamo tudi zdaj te vožnje, recimo, če je to daljša vožnja z avtomobilom, pa je v avtomobilu dokaj toplo, stopamo ven, in ko stopamo ven, ker smo mislili pač, da je precej toplo, zunaj pa zapiha tisti mrzel veter in spet imamo eno tako, da nas je nekaj popihalo in enostavno vemo, da drugi dan ne bo več tako, kot bo bilo. Tudi rečejo, joj, sem vedela, da drugi dan, se dobro malo že lahko tudi pokličamo vse skupaj. Ali pa recimo, da sedite tako, pa kar imate en tak občutek, da vas malo jemlje, pa kot da imate povišeno temperaturo. Potem greste zmert, pa ni temperatura povišena, ampak občutek pa je bil nekako tako, kot da je temperatura pač se dvigala. To so ti tipični znaki prehlada, ko se pač naš organizem pripravlja na boj, na bitko, da bo ta prehlad dal enostavno skozi. To je tipično tisto. In kaj narediti, ko smo prehlajeni? V bistvu veliko ljudi potem reče, joj, moram iti k zdravniku, ampak za take stvari na začetku sigurno, da ni potrebno zdravnika, ker včasih rečejo tako, da če se zdravimo, bomo bolni en teden, če se ne pa 7 dni. Pametno je, vam rekla tako, pametno je si dodati C-vitamin, pametno je dodati dosti tekočine, zdaj kakšna limona, med. Te so stvari, ki bodo nam pomagale, da bomo po 7 dnevu zdravi, da ne bo recimo ta prehlad potem prešel v kakšno stvar, ki bo lahko hujša. Prehlad nam praktično nič ne pomeni. Moramo pa res veliko tekočine je potrebno vnesti, da se organizem lažje brani, da pač da se to. Rekli ste en teden ali 7 dni, kakorkoli. Ni pa nujno, da gre to vedno tako hitro mimo nas, Ja, tu pa potem nastane problem. Če naš organizem ni toliko odporen, da bi prehlad prebolel in da bi se spet postavil in da bi spet bili v redu, pride do tega, da ne gre tako enostavno, kot ste rekla. In potem je to lahko kakšen virus, ki ga ne premagamo in se začnejo dodatna obolenja, dodatne stvari. Potem gremo ponavadi k zdravniku, tam lahko dobimo kakšen antibiotik, ker je pač ena bakterija in tako naprej.
lahko porušimo našo črevesno floro, ne, in smo dosegljivi za nekatere druge glivice lahko in se to nekaj potem vleče. Ne. In potem imate ljudi, ki, ne vem, v enej zimi imajo 4-krat kakšen antibiotik, 4-krat so bolni, prehajajo potem tudi druga obolenja, na žalost. Ne. Enostavno pomeni, da naš organizem ne uspe regenerirati imunskega sistema tako močnega, da bi se lahko uprl enemu navadnemu virusu, če tako rečemo. Ne. In to niso samo starejši, ampak so lahko že tudi mlade osebe. Ne. V današnjem času se kar veliko ljudi tako vleče skozi zimo, če tako rečemo. Ne. Kaj pa gripa? Gripa zdaj ponavadi ni. Ne. Pred novim letom naj ne bi imeli gripe, ker gripe nekaj tolčejo po novem letu te epidemije, ne. Zaradi tega, ker so takrat naši organizmi že bolj osiromašeni. Zdaj imamo vseeno tako, ne, precej imamo že vitaminov in mineralov iz tega sadja, ki je dokaj sveže, če jo uživamo. Ne. Te imate kivi, grozdje, bomo rekla, te stvari, jabolka, jesenska, ki so sveža in niso v hladilniku par mesecev ali pa se ne vozijo ne vem od kje, da izgubijo praktično vso vrednost vitaminov. Ne. Pravijo, da recimo eno sadje, ki jo vtržemo, v 3 dnevih izgubi polovico svojega C-vitamina. Ne. Tako da vemo, če je to v hladilnici lahko tudi celo leto, vemo, kaj na koncu dobimo. Ne. Tako da gripe ponavadi tolčejo po novem letu, ko organizem je že opešen in nima več toliko teh vitaminov in mineralov v sebi. Zdaj imamo bolj tako nekatere alergijske reakcije, sploh te kihanje, kašljanje, tudi na ta pričetek kurilne sezone. Ne. Ko smo rekli, če je veliko megle, vsi ti prašni delci tudi zaostajajo v zraku in mi to vse nadihamo. In potem logika, da nam nekako izzove te alergijske reakcije na sluznicah, pljuč, nosa in vse to. In potem smo bolj kihamo tudi iz tega naslova. Ne. Tako da se organizem tudi iz tega naslova more boriti. Ne. Če imamo dovolj močan imunski sistem, potem se tukaj manj javlja teh problemov. Ne. Če pa imunski sistem ni tako močan, kot mogo biti, potem imamo mi večje probleme. Ne. Kaj pa se lahko pravzaprav razvije, če naš imunski sistem ne deluje tako, kot bi moral? Zdaj v bistvu se lahko večkrat razvijajo angine. Ne. In potem so ti antibiotiki čez celo leto, ki se vlečejo. Ne. Vsaka angina vam pa lahko pusti ene določene posledice tudi na srcu, tudi na drugih organih in tako naprej. In razvijajo se lahko bronhitisi, potem imate pljučnice, ne, ki v bistvu potem resnično tudi lahko ljudje zaključijo hospitalizirani, ne, ker za pljučnica je tudi ena tako obolenje, ki lahko nas stane življenja, če ni dovolj hitro zdravljena. Ne. Jaz mislim tako, ne, naš imunski sistem je kot ena policijska enota, ne, ki deluje dobro, usklajeno, organizirano in vse skupaj. Ne. Ko pa to ni več sposobna tako delovati dobro, da bi se med sabo povezovali, vedeli, kje lahko pride do vdora bakterij, glivic in vsega tega, takrat pride do tega vdora, ker pač ta policijska enota je razpuščena. In ta naš imunski sistem potem je zmeden in enostavno ne uspe vsega tega skontrolirati. Ne. Konec koncev imunski sistem nas ščiti pred vsemi obolenji, ne samo pred prehladom, ne, nas ščiti tudi pred rakavim obolenjem in vse skupaj. Mi vsak dan proizvedemo ne vem koliko groznih rakavih celic, ki so se napačno razdelile. Zdaj, če imunski sistem to vidi, uspe te rakave celice uničiti, potem smo pač nekako zavarovani. Če pa se to ne zgodi, potem imamo mi lahko bilo katero obolenje, tudi vse te avtoimunska obolenja v bistvu izhajajo iz tega, ko je imunski sistem ful zmeden in ne ve, praktično napade svoje lastne celice že. Ne. Tako da vse je odvisno od našega imunskega sistema, kako deluje. Ne.
Dobro, kaj pa mi lahko sami naredimo, da pomagamo nekako mogoče preprečiti prehlade? Vsaj prehlade, ne? Vsaj prehlade, ja. Kljub temu, da smo recimo malo prehlajeni, tako je pametno, da se gibamo na svežem zraku, ne? Da jemo veliko sadja, da uživamo veliko tekočine. To so stvari, ki so pomembne za naš organizem. Zdaj, izjemno pomembno je, da se probamo malo izogniti tudi stresu, ne? Zdaj, če vidimo, da nas napade recimo prehlad, ni pametno, da se ne vem kako naprezamo. Ne bomo šli zdaj kolesariti, če smo že malo šmrkavi pa kakorkoli, ne, pa da kihamo. Zato, ker naš organizem v takem primeru rabi veliko energije za boj proti tem virusom, bakterijam, ki napadajo, ne. Tako da pametno je kakšen sprehod, sadje, tekočina, ne, med tudi recimo, ne, in da pač omilimo tiste razvade, ki jih imamo, ne vem, veliko kave, mogoče kajenje tisti dan, ne, pa da si dodamo vseeno tista prehranska dopolnila, ki vemo, da bodo koristila našemu organizmu. Sigurno, recimo je C-vitamin tisti, ki v takih dnevih ga rabimo v visoki vrednosti, ne. Pravijo, da v takih dnevih bilo dobro si dodati 3 grame C-vitamina, ne, pa 3000 miligramov, ne vem, kako si lažje predstavljajo gledalci, ne. Zato, da se organizem lažje spopada z bojem proti prehladu, ne. Torej, rekli ste, da se veliko ljudi bojuje praktično celo zimo. Ja, res je, ne. Zato, ker v bistvu enostavno njihov organizem ni tako močan in se bojuje iz enega obolenja v drugega, ne. In zato porabi veliko energije, ne. Zato pa organizem enostavno je opešan, ne, in potem še 2-krat, 3-krat antibiotiki v obdobju ene zime, ne, in pravijo tako, da naš organizem potrebuje 6 mesecev, da uravna ponovno črevesno floro po vsakem antibiotiku, kar pomeni, da tukaj sploh potem izjemno težko regeneriramo imunski sistem, ne. V takih primerih bi rekla, jaz našim gledalcem se je svetovala, da če jemljajo antibiotik, potem da je še kakšen prebiotik, da se jemlje, da se istočasno tudi hrani črevesno floro, ne. Če mi imamo tako opešan organizem, potem resnično vsak virus, vsaka bakterija, ki nam pride na pot, zbolimo, ne. In potem imate ljudi, ki rečejo, ma vse, kar pride mimo, me ulovi, ne, nekaj res, ne. Tako da pomeni, da ta njihov imunski sistem resnično ne deluje, ne, je neodporen, ne. Delujejo tako kot recimo, ne vem, otroke, majhne otroke, ki jih peljete na začetku v jasli ali pa vrtec, ne, ki prinesejo domov ravno vse, kar so tisti otroci v vrtcu že preboleli, ne. Tako da si potem oni ojačajo počasi, ampak odrasle osebe pa lovijo potem vsako leto isto in vseeno niso odporne, ne. Enostavno ni razvit imunski sistem v tem, ga niso dovolj podprli, da bi bil dovolj močan, da bi bil sposoben se upreti vsem tem virusem, bakterijam in tako naprej, ne. No pa, ko ste ravno omenili v vrtcu, mislim, da se veliko staršev s tem bojuje vsako leto. Kako pa otroka, kako pa si naj otrok ukrepi imunski sistem? Verjetno težko, ne? Vedno je tako, ne. Pomembno, da imajo ravno tako otroci dovolj C-vitamina, dovolj vitaminov, dovolj mineralov. Ko smo imeli tisto oddajo recimo o otrocih, ne, je bil tudi ta Bioflavonid King, o katerem smo govorili, izjemen preparat za otroke, ne. Vsebuje praktično kompleten spekter, ne, od vitaminov, mineralov, vsega, kar otrok v vrtcu potrebuje, ne. Lahko bo recimo tako, ne, lahko bo malo prehlajen, ampak ne bo se pa to razvilo v nekaj več, ne, zato ker on te viruse ali pa bakterije bo pobral, ampak jih bo z lahkoto prebolel, ne. Če pa imate, da se potem razvije v angine, v bronhitise, vse te stvari, da morajo vsakič potem jemati še antibiotik, potem to ne pelje nikamor, ne. Dokler so samo malo šmrkavi pa malo kihajo, tudi dobro, ne, to ni nič kaj takega, ne. Tako da, sploh pa pravijo, da mi bi morali tudi tako, ne, da
da nekako vse to, kar teče z nas, res spravimo ven, ne, iz sebe. Kaj pa kašelj? Je to pametno, da ga mi z različnimi zdravili v bistvu na nek način zaustavljamo, ne? Zdaj, ravno pametno ni, ne. Zdaj bom rekla, dokler imamo mi na začetku, ko se prehladimo, ponavadi imamo taki neproduktivni kašelj, suh, ne, žgačka nas tukaj noter in kašljemo konstantno, ampak nič ni, ne. To je rekla, neproduktivni, boli nas recimo lahko grlo, bolijo nas vse te mišice tukaj čez trebuh, ne. Zdaj, če je to moteče, ne, ful moteče, potem bolje, da ga zaustavimo, ne. Tako da podnevi, bom rekla, jemljemo kakšen sirup, ki reči sluz, zvečer pa, če ne moremo zaspati zaradi tega, ker konstantno kašljamo, potem je dobro, da vzamemo kakšno stvar, da nam zaustavi kašelj, ker vseeno se moramo odpočiti in regenerirati, ker drugače, če bomo še po noči kašljali, bomo res že prav uničeni, ne. Kasneje pa resnično res je dobro, da jemljemo sirupe, ki rečejo in da se to izloči iz organizma, ne. Pravijo, da moramo res, tako kot sem prej že hotela reči, izkašljati to, ne, izpljuniti iz sebe, robček, kakorkoli, ker je to polno, rekla, enih določenih virusov in bakterij, ki jih naša pljuča izločajo in ni pametno, da jih spet spravimo v organizem, ne. Zdaj, če imamo pa toliko kašlja, da nas potem glasilke izdajo, ne, imate tudi ljudi, ki so, ne vem, vsak mesec po par dni totalno brez glasu, ne. Tam je sigurno še dobro, da si dodajo kakšen kalcij, nekaj tacga v tej smeri, ker so glasilke ful odvisne od tega, ne. Dobro. Gospa Herta, midve bova zdajle se predale oglasom, čez nekaj trenutkov nadaljujeva. Vi nas seveda spremljate še naprej in lahko tudi pokličete na telefonsko številko 03 490 02 22, poveste, kakšne so vaše težave in mi vam bomo poskušali pomagati čez nekaj trenutkov. Dober večer, pozdravljeni spet v naši družbi nazaj. Dober večer. Z gospo Herto Kosmina govoriva nocoj o prehladnih obolenjih. Torej, gospa Herta, omenili ste že gripo. Kako pa se borimo z gripo? Kljub temu, da ste rekli, da prihaja šele po novem letu, pa vendar. Gripa je resnično neka obolenje, ki vsaj do sedaj, ne vem, kaj bo letos, lahko da bo letos pohitela, ampak ponavadi pride po novem letu takrat, kadar so naši organizmi že malo tako bolj utrujeni, malo opešani glede vseh vitaminov, mineralov in vseh teh snovi. In glede na to, da imamo že prej toliko prehladnih obolenjih, tudi ta prehladna obolenja že delno utrudijo in opešajo in potem pride do teh epidemij grip, ne, in veliko ljudi se kar boji, da bi dobilo gripo, ne, ker gripa ima lahko ene določene močne stranske učinke, sploh pri starejših ali pri ljudeh, ki imajo določena kronična obolenja in tako naprej. Tudi otroci recimo so bolj podvrženi, ne, tudi tem dihalnim potem in teh problemov, ne. Zaradi tega zdaj starejše ljudi pozivajo, naj pridejo na cepljenje, ne. In zdaj se to kar uveljavlja, ampak zgodi se tako, ne, da se cepijo za en virus in potem pride drugi, ne. Sedaj se mi zdi, da v tem času, v teh letih, se ti virusi tako hitro spreminjajo, da enostavno so cepiva niso prilagojena tej hitrosti teh virusov, ne. Sej mogoče, da pri nekaterih se malo olajšajo, ampak vseeno zbolijo, ne, kljub temu, da so cepljeni, ne. Tako da zmeri je pač neka najboljši sistem je dvigovati imunski sistem, ne, ker deluje na vse viruse, na vse bakterije, na vse glivice, na praktično na vse, ne. Ko smo prej rekli, če imamo mi
to policijsko enoto tako dobro organizirano, ne, da nas brani predvsem, enostavno nekaj nimamo straha, da bi ne vem kako zboleli za bilo katero obolenje. Ne. Tudi zdaj imate recimo v bolnišnicah to, rečejo oni, bakterija MRSA. Ne. To je veliko število bakterij praktično že, ne, ki so odporne na antibiotike. Ne, to ni samo ena bakterija, ampak jih je cel spekter in potem smo spet tam. Ne. Zdaj, če je imunski sistem močan, se bo uprl vsemu, drugače pa smo pogoreli. Ne. Zato je izjemno pametno, da mi dvigujemo imunski sistem. Ne. Kako pa ga dvignemo? Ja, zdaj to je tudi. Ne. Zdaj, v bistvu mi imamo v prebavnem traktu izjemno veliko procentov imunskega sistema. Ne. Prebavni trakt mora delovati kot ena celota, mora biti dovolj čist, mora imeti pravilno črevesno floro in mora imeti vse te stvari, ki pač vplivajo na to, da lahko naš organizem brani, da nas lahko brani. Ne. Tu so izjemno pomembne so tudi vse te žleze, ne, ki sodelujejo pri imunskem sistemu, ki tvorijo te celice. Ne. Najbolj pomembne so te celice, jim rečejo, ali celice ubijavke. Ne. To dobesedno, tako kot one opazijo en določen virus ali eno določeno bakterijo, jo ubijajo, ne, če tako pogledamo. Pravijo, da imamo v teh policijskih enotah dve ustanovi. Ne. Ene so ti neutrofilci, ki bi bile kot enostavne enote, ali pa bom rekla, nedovolj oboroženi vojaki. Ne. In so prvi na delovnem mestu. Ne? In ko odkrijejo to bakterijo, lahko tudi na koncu koncev žrtvujejo svoje življenje, ne? Ampak njihov pomen je ta, da obvestijo specializirane enote, ne? Da je ta bakterija prisotna v organizmu. Ne? Ti drugi, to so ti makrofagi, bom rekla, ki so pa specialne enote, ne, in so bolje oboroženi, pridejo sicer malo kasneje na to lice mesta, ne, ker pač grejo malo bolj počasi in ko so bili obveščeni in ti potem ubijajo, ne, te celice. Ne. Je pa zdaj tako, ne, da na vsakem takem predelu, kjer se zazna prisotnost, se poveča prekrvavitev, ne, se poveča število teh celic, zaradi tega, ne vem, recimo, če imate vi kakšno vnetje, tako pride tako bolj otrdelo, okrog, rdeče, ne, to pomeni, da se zdravi, ne. Drugo pa imate, recimo, en taki krasen, krasno se je videlo pravzaprav tam. Mi smo z dr. Tomislavom Majičem enkrat delali ta kapljice krvi po terenu in tam ste delali tako živo kapljico krvi pod mikroskop. Ne. To je bilo pregled na temni podlagi in ko se ta kri razlila, ste videla recimo te makrofage, kako so prišli in dobesedno poholtnili bakterijo ali pa glivico, karkoli je tam bilo. Ne. Tako da na tak način to skrbijo. Ne. In zdaj mi moramo pač dvigovati tako imunski sistem, tako kot smo rekli. Zdaj, kaj vse pomaga našemu imunskemu sistemu? Ne. Pomaga, da dvigujemo pravilno črevesno floro. Ne. Potem tukaj so vitamini, minerali. Eden najboljših dvigovalcev imunskega sistema, sploh v zimi, je tudi C-vitamin. Ne. C-vitamin naj bi bil tako testiran, da recimo pri 300 mg dnevnem vnosu naj bi mi kar za 70% zmanjšali možnost nastanka bronhitisa. Ne. To je neka izjemna številka. Ne. Tako da v enih 120 študijih tudi omenjajo, da naj bi bil C-vitamin kot eno cepivo proti raku. Ne, zato je tudi ta Pauling, ki je v bistvu ta C-vitamin preiskoval, ampak on je imel sintetičen C-vitamin, on ga je imel po 9 gramov dnevno. Ne, tako da je resnično rekla, on je 100% bil, da mu je njemu C-vitamin podaljšal življenje za 20 let. Ne.
Zanimivo. Ja. Dobro. Bomo nadaljevali takoj po klicu. Nekdo nas je poklical. Dober večer. Dober večer, Maja na Pozdravljeni. tej strani. Pozdravljeni, prosim. Jaz imam eno vprašanje in sicer me zanima, vsako leto sem prehlajena od začetka septembra pa do konca maja. Vsaka sapica me strese, pa me zanima, kako bi mi lahko pomagali z vašimi preparati. Dobro. Bomo odgovorili. Ostanite v naši družbi. Hvala. Hvala. Lahko noč. No, gospa je že sama povedala, ne, da imunski sistem ni taki, kot bi mogel biti, ne, bolna od začetka septembra pa do konca maja. Ne. Tako da jaz si resnično pri njej resnično priporočam visoko vsebnost, visoko doziranje C-vitamina, vsaj 1000 mg dnevno, ne, naravnega, ne, ker če vi date sintetični C-vitamin, potem morate vedeti, da tisto, kar vam na škatlici piše, imate absorpcijo samo enih 10%. Vse drugo morajo ledvica pa jetra čistiti. Ne. Če je pa naravni C-vitamin, potem imate tam nekako absorpcijo od 80 do 90%. Ne. Tako da, kar se tiče sintetičnih stvari, je treba kar razmisliti, če jih želimo vnesti v organizem. Ne. Drugo pa bomo gospej tudi potem razložili, kako delujejo ti izvlečki gob, ne, ki so eden najmočnejših dvigovalcev imunskega sistema. Ne. Tako da tukaj ta dva preparata, ki jih imamo skupaj, ne, če gremo lahko tudi na opis, da bo gospa to slišala, ne, delujeta resnično tako, da izjemno hitro dvigujeta imunski sistem. Ne. C-vitamin, kot smo rekli, že imate nekako dokazano, da zmanjšuje možnost bronhitisa, gripe, tudi kot cepivo proti raku so ga praktično testirali. Ne. Kot je rekel ta gospod Pavlink, on je rekel, da mu je njemu C-vitamin podaljšal življenje za 20 let. Ne. Pravijo, da smo mi vsi nekako narejeni za živeti 120 let. In potem se moramo samo zamisliti, kaj naredimo slabega, da si življenje skrajšujemo. Ne? Tako da čim več moramo narediti tako dobrega, da bomo pač doživeli tisto, za kar smo planirani. Ne? No, te gobe, ki jih imamo, ne, so en poseben izdelek, tudi posebej narejene, ne, tako da niso kot v prahu ali pa kakorkoli. Imamo 2 steklenički, evo, tako da bojo lažje videli. Te 2 steklenički so narejene tako, da so goba reishi, ne, ki je drugače se imenuje tudi linzi goba, jo imenujejo Kitajci, in to pomeni, da je sanska goba, ne, ali pa čudežna goba, ne, ker je resnično njeno ime izhaja iz njenega delovanja. Ne. Pri nas jo imenujemo svetlikava pološčenka ali ganoderma lucidum. Ne. To je resnično goba, ki pravijo, da je goba dolgega življenja tudi. Narejena je tako, da so 2 frakcije. Ena je narejena na bazi etanola, nekaj alkohola, ena pa na bazi tople vode. In zaradi tega, ker na vsako bazo povlečejo ene določene izvlečke hranljivih snovi iz gob. Naredijo tako, da povlečejo iz presnega materiala. Ne? Zato se te gobe jemljejo izmenično in izjemno hitro delujejo direktno na dvig imunskega sistema. Pravijo, da ta artikel, ki je bil tudi klinično testiran, ima tudi neka certifikat, ne? Zdaj, če lahko tako pogledamo, nekaj, če se pokaže. To je certifikat, bom rekla, za to, da so gobe biološko vzgojene, da ne vsebujejo nobenih težkih kovin, nobenih škodljivih snovi in resnično izjemno močan preparat pri dvigu imunskega sistema. Kot sem rekla, v obdobju 14 dni vam dvigne imunski sistem vsaj za 70%. Ne? Kar pomeni, da izjemno hitro delujejo. Ne? Pravijo, da te gobe delujejo tako kot cepivo.
Ne? V bistvu dodate nekaj, pa se dvigne imunski sistem, pa še nekaj, pa se dvigne imunski sistem. Ne? Odstranjen je alkohol, ne? Da ne ste mislili, da potem zadržan, to potem oni izparijo, tako da noben artikel sam po sebi ne vsebuje alkohola. Vsebujejo pa noter ti beta-glukani, ki v bistvu direktno dvigujejo imunski sistem tudi v prebavnem traktu in tako naprej. Pa fosfolipidi so noter, pa rastlinski steroli. Zdaj te gobe ne delujejo samo tako, da dvignejo imunski sistem, ampak uravnavajo kompletno delovanje organizma. Ne? Tudi, bom rekla, čistijo jetra, znižujejo holesterol, pomagajo pri uravnavanju holesterola, potem imate tudi pri sladkorju, pa izjemno delovanje imajo na rakave celice. Ne? Zato je to tudi poznano pravzaprav kot en prehranski dodatek, ki je izjemno dobrodošel tam, kjer imajo ljudje že kakšne probleme, tudi malo hujša. Ne? Tako da to imamo v teh dveh komponentah. C-vitamin, ne, ki je tukaj sicer še stara pakunga, ampak bo zdaj lepša še, je narejen pa tako, da je izvlečen iz indijske kosmulje. To je drugače, nekako poznamo tukaj tudi pri nas kot njim, bom rekla, in imate v 2 tabletah, imate 860 mg C-vitamina absorbiranega praktično. Ne? In je s podaljšanim delovanjem, ker pri C-vitaminu je ravno ta problem, da mi, ko zaužijemo, tudi recimo, če zaužijemo limono ali pomarančo ali karkoli, v 3 urah se C-vitamin že izloči. Naš organizem pa rabi konstantno prisotnost C-vitamina v organizmu, da lahko deluje, da lahko dviguje imunski sistem in vse te stvari. Ne? Zanimivo je recimo sploh pri C-vitaminu, da rečejo ljudje, ja, veste si, jaz pa vsako jutro spijem eno limono. Ne? Zdaj, če se spomnite vse tisto, kar smo prej povedali, ne? Koliko časa je sadež ubran, ne? Koliko časa je bil v hladilniku in koliko časa, rekla, ga imamo še mi doma, pa tako naprej. Vemo, da ta limona ima tako, če rečemo 10 mg C-vitamina, smo rekli veliko. Ne? Druga stvar je pa tako, da limona zaradi tega, ker je kisla, še ni nujno, da ima veliko C-vitamina. Ne? Če pa tako pogledamo, ima recimo pomaranča več C-vitamina kot limona. Ne? Drugače imamo mi kislo zelje. Ne? Kislo zelje ima tudi veliko C-vitamina. Ne? To veste, da so recimo te mornarji, ki so umirali zaradi skorbuta, ne? Nihče ni vedel, zakaj umirajo. Dokler ni eden pogruntal, da umirajo zaradi tega, ker nimajo dovolj C-vitamina. Ne? Ampak takrat so to pogruntali, mi zdaj izgleda, da bomo morali še čakati, da bi vsi priznali, da rabimo več C-vitamina v našem življenju. Ne? Zdaj, jaz rečem tako, ne? Tisti, ki bo želel, bo pač čakal na potrditev zdravnikov, da res rabimo toliko C-vitamina. Tisti pa, ki ne bo, si ga bo prvoščil, bo sigurno dobro odnesel jo. Dobro, imamo klic, da slišimo, kdo nas je poklical. Dober večer. Dober večer, Andrej, tukaj pri telefonu. Zdaj sem malo poslušal, pa jaz sem prejšnjo zimo imel zelo dosti angin, pa prehladov, pa takih bolezni. Pa me zanima, če bi se s temi artikli dalo tudi kaj proti temu pomagati narediti. Dobro. Bomo odgovorili, ostanite v naši družbi, Andrej. Hvala lepa. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Ja, ravno to je, ne? Ker v bistvu naš imunski sistem ne more se upirati, pa potem pride angina. Pri angini je potrebno vedno imati antibiotike. Ne? Antibiotiki dodatno uničujejo črevesno floro, pa spet bom rekla, ne more se organizem nekako dvigati, imunski sistem se ne more regenerirati. Tako da sigurno, gospod Andrej, jaz mislim, da se boste odločili in da boste to nabavil, pa boste probal, pa nam boste mogoče v kakšni naslednji oddaji povedal, da resnično letos pa ni toliko angin. Ne? Ker vse te angine lahko
puščajo posledice, ne, in ponavadi na srcu, ne, angina pušča posledice, tako da je dobro, da pač toliko dvignemo naš imunski sistem, da po 7-dnevnem prehladu zaključimo in da smo dobri, ne. No, glede tega, ko smo rekli, ne, pri C-vitaminu, jaz resnično mislim, da mi bi skozi zimo rabili vsaj 1000 mg C-vitamina dnevno, ne. In zato smo tudi tukaj v tem preparatu nekako poiskali eno tisto vrednost, ki rečemo, ne vem, 860 mg ga imate v 2 tabletah, plus nekaj vseeno dopuščamo, da se potrudite pa da s hrano nekaj vnesemo, ne, kar je dobrodošlo, da je tudi v hrani nekaj, ampak toliko pa ga moramo imeti dnevno, ne, ker vsaj jaz ne bom čakala, da bo prišla potrditev, da ga rabim 1000 mg dnevno, ne, ker zdaj se mi zdi, da je še zmeraj po evropskih direktivah imamo dokaj nizke vrednosti teh C-vitaminov, ki so, bom rekla, priporočljivi na dan, ne. Se mi zdi, da so daleč preniske in potem imamo večje probleme, ne samo pri prehladih, tudi pri ožilju, tudi pri očeh, tudi pri vseh teh stvareh je C-vitamin tisti, ki je na prvem mestu, ne. Pa govorili smo recimo tudi pri oksidaciji holesterola, pa pri vseh teh stvareh. Kar se pa tiče te gobe, no, tako bom rekla, imam občutek, da nima nobene konkurence tako, kot je narejena, ne. Jemljemo, kot sem rekla, izmenično. Zdaj, če jemljemo mi tako to zato, ker imamo, da se bojimo prehladov. Lahko jemljemo samo tudi enkrat na dan zjutraj na tešče eno majhno kavno žličko, po možnosti plastično, ne tisto kovinsko, ne. Damo v pol deci vode in to spijemo in potem ene pol urce je dobro, da počakamo, preden začnemo z drugimi. Ampak karkoli boste začeli, kadarkoli boste začeli s temi gobami, ne, resnično, prav opaziti je, kako se organizem pobira, ne, energija raste, rekla, bolj smo tako resnično fizično in psihično stabilni, ne. To so resnično, se zdaj tudi veliko teh časopisov pa vse skupaj piše o teh medicinskih gobah, ne. In to so stvari, ki se recimo na Kitajskem, ker ta goba tam bolj poznana, kot pri nas, že več kot 2000 let konstantno uporablja v zdravilstvu, ne. Tako da ta kombinacija, ki smo jo tukaj zbrali, je tista, ki se mi zdi, da bi najhitreje dvignila imunski sistem. Ta indijska kosmulja, ki smo jo omenili pa v C-vitaminu, deluje pa protivnetno. Tudi zato je tako pomembna, ne. Deluje protivnetno, protiglivično, ne, in nam izjemno dobro vpliva, če imamo recimo bolečine v grlu, ne, avtomatsko, bom rekla, to vnetje se na hitro zmanjšuje. Pa, ko smo imeli zdaj 2 oddaji nazaj, se mi zdi, ne vem, kdaj smo imeli tudi, kar se tiče teh sklepov, ne. Pri sklepih je tudi izjemno pomembno, da je protivnetno delovanje. Tako da ta nim ali ta indijska kosmulja je ena najmočnejših zelišč, ki deluje protivnetno, ne. Zato je tudi ta C-vitamin, bom rekla, izjemno močan v boju proti vnetnim procesom v organizmu, ne. Tako da kombinacija je resnično dobra. Kombinacija tele gobe in C-vitamina, s tem v bistvu lahko dosežemo, da naš organizem deluje dobro. Ampak ga je mogoče tudi popraviti na nek način, no? Ja, bistvo je tega. Jaz meri tako rečem, mogoče sem tudi v tej oddaji že rekla, da nima še nobeden na svetu tako dobrega računalnika, kot je naš organizem. Ne? In da ima sposobnost samozdravljenja. Samo, če mu damo vse tisto, kar on potrebuje. In že v teh 2 preparatih tukaj imamo resnično vse tisto, kar naš organizem potrebuje, da se lahko vzpostavi proces samozdravljenja, da se imunski sistem dviguje in da se potem tudi, če smo mi fizično močnejši, smo konec koncev tudi psihično močnejši, čeprav že same gobe imajo tudi tako, mi imamo tabelo, na kaj vse delujejo, ne. Delujejo tudi recimo na psihično stabilnost človeka, na vse te stvari, ne. Tako da, če imamo manj stresa, potem avtomatsko tudi naš organizem močnejši, lažje se bojuje proti vsem tem
virusom, bakterijam, ki nas obkrožajo v zimskem času. Ne. No, bomo tudi danes povedali cene, ne, našim poslušalcem, da se ne bojo preveč obremenjevali. C-vitamin je sploh, bom rekla, dosegljiv vsakemu, ne, to je 17,90 €, imate preparat, ki je izjemen. Gobe pa so tudi za daljšo uporabo lahko, ne, in tudi je preparat, ki je, tako kot sem vam povedala, in vse certificirano in izjemno močan. Imate 54,90 € je cena. Tako da lahko si ljudje privoščijo, že če enkrat manj zbolijo, je to več kot poplačano. Ne? Za C-vitamin me še zanima, je to smiselno ga razporediti čez dan, doziranje ali naenkrat? V bistvu, bom rekla, ta C-vitamin je, tako kot smo rekli, s počasnim sproščanjem, ne? Da se sprošča dlje časa, ampak jaz vseeno rečem, enega zjutraj, enega zvečer ali pa enega v popoldanskem času je bolj pametno, čeprav ima kar dolgi rok, nekla, absorpcija, ne, 12 ur, ne, tako da imate kar neka razporejen v toku celega dneva in noči, zaradi tega, ker smo rekli, ne, da C-vitamin je v vodi topen, in če nima počasnega sproščanja, nas izjemno hitro zapusti iz organizma. Ne. Pravijo tako, ne, da tudi če imate vi recimo 1000 mg C-vitamin, ne, če nima podaljšanega sproščanja, prvič, ko greste na WC, že zapusti vaš organizem. Ne. Tako da je izjemno pomembno, da je s tem podaljšanim sproščanjem, ker potem tudi ledvice nimajo toliko dela, da bi čistile pa tako naprej. Ne. Je pa ta C-vitamin, mislim, da smo se malo zmotili glede cene gobice. Ja, točno, 56, 80. Ja, 56, 80, samo toliko, da boste vedeli. Da ne bom mislil, da smo jih pripeljali. C-vitamin bi bilo priporočljivo uživati ves čas, ne? C-vitamin je tako, za moje pojme, tako kot sem rekla, 1000 mg dnevno brez prestanka. Razen mogoče res takrat, kadar imamo poleti resnično polno samo svežega sadja, samo sveže zelenjave, samo neka najboljše hrane. Ampak nažalost nam ne tudi uspe, zaradi tega, ker mi ne uspemo vsak dan si pripraviti najboljšo hrano. Mogoče smo na potovanju, mogoče smo preveč zasedeni in tako naprej. Tako da C-vitamin je tisti, ki bi ga morali jemati konstantno, brez prekinitve, če tako gledamo. Resnično. Dobro. Torej, gobo, C-vitamin, pa še zraven malo dodatno sami poskrbimo s prehrano. Za dobro prehrano, ja. Pa bomo zdravi. Bomo uživali v zimi. Da, tako je. Dobro. Hvala lepa, gospa Herta Kosmina, da ste bili tudi nocoj z mano. Hvala lepa vam, dragi gledalci, spoštovane gledalke. Vidimo se prihodnjo nedeljo, ko bomo spet govorili o drugih težavah, ki ni konca. In o njihovi rešitvi. In seveda o njihovi rešitvi, seveda. Hvala lepa, ker ste bili z nami in lep večer še naprej. Ko noč.